Pujsa Pepa je na naših zaslonih že več kot 20 let in v tem času se je skoraj vse v oddaji spremenilo. Uvod, hiša, liki, animacija. Nič ni videti enako in nič več ne deluje tako kot leta 2004. Danes bomo natančno razčlenili, kako se je Pujsa Pepa razvijala in nekatere od teh sprememb vas bodo presenetile. Začnimo tam, kjer se je vse začelo. Pujsa Pepa je bila prvič predvajana leta 2004, vendar je bila oddaja dejansko ustvarjena 2 leti prej, leta 2002, strani animatorjev Nevila Astleya in Marka Bakerja. In izvirna različica je bila drugačna od tiste, ki jo poznamo danes. V prvem pilotu je pripovedovalec predstavil Pujsa Pepo in njeno družino. Praktično je pripovedoval vsako dejanje prašičje družine. Dialoga je bilo zelo malo. Pripovedovalec je opisal Pepo tudi kot malo ukazovalno, a še vedno odlično sestro in čudovito hčerko. Včasih je Pepa lahko malo preveč ukazovalna. Ko je bila oddaja uradno premierno predvajana leta 2004, je že izgledala in delovala povsem drugače kot v prvotni predstavitvi in od takrat se nikoli ni nehala spreminjati. Ena največjih in najbolj očitnih sprememb v oddaji je hiša. 20 let je prašičja družina živela v preprosti, enostavni stavbi z rumenimi vrati, obrnjenimi na levo stran hriba. To je bilo to. Zdaj pa je hiša popolnoma drugačna. Vhod se je premaknil na desno stran, pojavila so se nova okna, dodana je bila garaža, čeprav je družina verjetno nikoli ne bo dejansko uporabljala za parkiranje avtomobila. Zdaj je na vrtu tudi tobogan za otroke. Stara hiša je imela tudi televizijsko anteno na strehi, ki je zdaj izginila. In tudi znotraj so spremembe prav tako velike. Kuhinja je večja, popolnoma nova dnevna soba s televizorjem z ravnim zaslonom, ločene spalnice za vse 3 otroke. Prašičja družina se je res pošteno posodobila. In ker se je hiša spremenila, se je z njo spremenil tudi uvod oddaje. V starem uvodu se je Pepa pojavila nad logotipom oddaje in nato padla v travo na dvorišču. V novi različici pa je prva stvar, ki jo vidimo, nova hiša. In Pepa pride naravnost ven iz nje. Nebo je videti svetlejše in bolj modro. Tudi način, kako Pepa predstavi svojo družino, je popolnoma drugačen. Prej je vsak lik zakrulil, zdaj pa nihče več ne kruli, samo smejijo se. Prej je Juri stekel proti Pepi in se ustavil pred njo, zdaj pa se vrže na njo in pade na tla. In ker je zdaj dojenčica Evi del družine, Pepa v kader pripelje otroški voziček. Tudi starša sta zamenjala strani. Mama Pujsa je prej vstopila z leve, očka Pujs pa z desne. Zdaj pa sta zamenjala strani. Majhne spremembe, ako jih enkrat opaziš, jih ne moreš več spregledati. Ko se je Pepa Pujs prvič začela, je bila družina preprosta. Le 4 člani. Pepa, Jure, mama Pujsa in očka Pujs. Poleg njih smo imeli še babico in dedka Pujsa, strica in teto Pujs, sestrično Kajo in dojenčka Aleksandra. A počasi se je to spremenilo. Teta Doti je bila prva nova članica družine Pujsev. Omenjena je bila že leta 2011, vendar se je v oddaji zares pojavila šele leta 2025. Razkrili so, da je teta Doti dolgo izgubljena sestra mame Pujs, ki je živela v drugi državi. In na to je prišla največja sprememba od vseh, dojenčica Evi. Nihče ni pričakoval 3. otroka in njen prihod je popolnoma spremenil družinsko dinamiko. Juri ni bil več najmlajši, ampak je postal srednji otrok. Družina, ki se je začela s 4 člani, je zdaj zrasla na 5. Če si ogledate najzgodnejše epizode, je bila Pepa v resnici precej nesramna. Bila je ukazovalna, nesramna do Jurija in se je rada smejala drugim, kadar jim kaj ni uspelo. Smejala se je očku Pujsu, ker ni bil dober v nogometu, in je bila tudi ukazovalna do Suzi. A ko je oddaja postajala vse bolj priljubljena in je dosegla milijone otrok po svetu, so ustvarjalci očitno sklenili, da bodo njen lik omilili. Nova Pepa je prijaznejša, bolj potrpežljiva in veliko bolj obzirna do ljudi okoli sebe. Še vedno ima svoje trenutke, vendar je tista zlobna žilica, ki je zaznamovala njen zgodni lik, popolnoma izginila. V zgodnih sezonah je bil svet zelo majhen. Pepino mesto, park, vrt dedka Pujsa, šola. To je bilo v bistvu vse. Toda v 20 letih se je vse spremenilo. Družina Pujsev je zdaj potovala v Francijo, Italijo, Avstralijo in celo v New York. Vsako potovanje je predstavilo nove like, nove kulture in nove zgodbe, ki jih prejšnje sezone niso mogle povedati. Zdaj pa sprememba, ki je skoraj nihče ni opazil, nebo. V zgodnjih sezonah je bilo nebo v Pepinem svetu preprosto. Podnevi svetlo modro z nekaj oblaki, ponoči temno z zvezdami, občasno pa nevihtno ali zasneženo, odvisno od epizode. To je bilo vse. Toda v novejših sezonah se je nebo popolnoma spremenilo. Zdaj lahko ob sončnem vzhodu in zahodu vidiš oranžne in vijolične odtenke. V epizodi, kjer očka Pujs pripravlja sirno omako, se pojavi barva neba, ki se v oddaji še nikoli prej ni pojavila. To je majhna podrobnost, vendar kaže, koliko več skrbi in pozornosti je zdaj vložene v vsako posamezno epizodo v primerjavi s tem, kako je bilo pred 20 leti. In ni se spremenilo samo nebo. Tudi sama animacija je zelo napredovala.
V zgodnjih dneh je bila oddaja preprosta in ravna, kar je bil del njenega šarma. Zdaj pa animatorji počnejo stvari, ki bi bile v prvih nekaj sezonah nemogoče. Barve so bolj živahne, animacije pa bolj podrobne. Odličen primer je epizoda Dan palačink, kjer gospa Zajčica kuha v prestižni restavraciji. Vidimo jo, kako lomi jajca, bliskovito seklja sestavine in žonglira s palačinkami v zraku. Takšna tekoča podrobna animacija v zgodnjih delih Pujsa Pepa preprosto ni obstajala. Oddajo je bilo vedno zabavno gledati, vendar je vizualno zdaj v popolnoma drugi ligi v primerjavi s svojimi začetki. Pogovorimo se o tehnologiji, saj je svet Pujsa Pepe resno dohitel resnični svet. V zgodnjih sezonah je imela družina Pujsev star škatlast televizor, takšnega, ki bi sodil v muzej. Tudi njihov računalnik je bil enako zastarel. Zdaj pa imajo v dnevni sobi velik sodoben ploski zaslon. Pisarna mame Pujs ima vrhunsko računalniško opremo. Pepa fotografira s pametnim telefonom. In očka Pujs je doma celo namestil kamero z monitorjem. Za oddajo, namenjeno majhnim otrokom, je dejstvo, da sledi sodobni tehnologiji, pravzaprav zelo pomembno. In to bo postajalo še bolj aktualno, ko se bo oddaja nadaljevala. Zdaj pa govorimo o avtu. Na začetku oddaje je očka Pujs vozil rdeč kabriolet. Preprosto, klasično, brez pripomb. Potem pa je nekega dne prišel domov z novim modrim električnim avtomobilom. In ta je imel celo ime – Roger. Roger je znal govoriti, se sam voziti in enkrat je skoraj dobil parkirno kazen, ker policisti niso bili prepričani, ali je samovozeči avto sploh zakonit. Sčasoma pa se je očka Pujs vrnil k staremu rdečemu avtu. A zdaj je prišlo do nove spremembe. V epizodi Testna vožnja očka Pujs kupi še en nov električni avto, tokrat s streho in brez sposobnosti govora. In razlog za nadgradnjo je pravzaprav zelo srčen. Kupil ga je, ker je družina potrebovala več prostora in boljšo varnost za prihod dojenčice Evi. In to nas pripelje do Evi, ene največjih sprememb, ki jih je oddaja kdaj naredila. Nihče ni pričakoval, da se bo prašiči družini pridružil tretji otrok. In njen prihod je resnično spremenil smer serije. A najbolj zanimivo pri Evi ni samo to, da obstaja, ampak majhno srčasto znamenje na njenem licu. Ker v 20 letih serije Peppa Pig še noben lik ni imel takega znamenja. Vsi drugi prašiči v risanki izgledajo enako. Zakaj ima torej Evi srce na obrazu? Je tole prikupna oblikovalska izbira ali pa se za tem skriva še kaj več? Tudi Jurij se je zelo spremenil. Večino zgodovine risanke je Jurijev besednjak v bistvu obsegal eno besedo – dinozaver. V novejših epizodah pa Jurij govori v celih stavkih. V eni izmed zadnjih epizod, kjer Peppa in Jurij gresta po sladoled, Jurij uporablja prave besede. Za otroka, ki je prej samo jokal in govoril dinozaver, je to velik napredek. Jurij odrašča in zdi se, da bo risanka to še naprej razvijala v prihodnjih sezonah. In končno, ena najbolj vznemirljivih sprememb v risanki je, kako je zdaj domišljija prikazana na zaslonu. V starejših epizodah, ko si je lik nekaj predstavljal, tega nikoli nisi zares videl. V epizodi Izmišljeni prijatelj si Suzi predstavlja prijatelja po imenu Leo Lev, vendar se Leo Lev nikoli ne pojavi na zaslonu. Moral si ji preprosto verjeti na besedo. Zdaj pa, ko si liki nekaj predstavljajo, to dejansko vidimo pred seboj. Epizoda Lava je popoln primer tega. Tukaj se družina Pujs igra igro, kjer se pretvarjajo, da je tla lava in celotna soba se pred tvojimi očmi spremeni v prizor z lavo. To je ustvarjalna sprememba, ki naredi risanko veliko bolj zabavno za gledanje in odpira povsem nov svet pripovednih možnosti za prihodnje epizode. Torej, po 20 letih se Pujsa Peppa še vedno spreminja in iskreno, najboljši deli so morda še pred nami.